Potem, ko smo včeraj govorili o razmerju med politično enakostjo in socialno neenakostjo pravzaprav in mislim, da smo bili zelo plodni na ta prvem panelu in ko ste danes poslušali celo predavanje o vprašanju enakosti, mi je danes v čast gostiti docenta dr. Gorazda Kovačiča, ki je predavatelj na Filozofski fakulteti in raziskovalec družbene in politične enakosti. Proslavil se je z doktoratom na temo družbenega pri Hannah Arendt, z bojem proti vstopu Slovenije v NATO in danes, bom rekla tako, contemporary, z vztrajnim sindikalističnim bojem. Hkrati pa mi je seveda ob cenjenem kolegu, ki ga že kar nekaj časa poznam, čast gostiti tudi dve sodelavki, kolegici in prijateljici iz Mirovnega inštituta. In sicer Lano Zdravkovič, ki je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, sicer pa tudi znana aktivistka in performerka in se je proslavila z doktoratom o politiki emancipacije. Danes pa aktivno dela, se zavzema za pravice beguncev in migrantov in se sicer, kar sem rekla, da je performerka, z odličnimi, drznimi performansi spopada z jezikom in praksami sodobne diskriminacije. No in Katarina Vučko, pravnica, raziskovalka na Mirovnem inštitutu na področju človekovih pravic, ki bi lahko bila sodnica ali dobro plačana odvetnica, kot vemo, a se je odločila, da se bo ukvarjala s projekti pravne pomoči in svetovanja tistim, ki so diskriminirani, tako da ima za sabo vrsto primerov, uspešnih primerov, boja za pravice posameznikov in skupin, med drugim tudi za pravice izbrisanih in številnih drugih diskriminiranih, denimo tistih v kazenskih postopkih. Tako da mislim, da imamo 3 odlične goste in predlagam, da jih čim bolj izkoristimo, zato bom dala takoj besedo Gorazdu, ki bo začel. Poskusili bomo najprej narediti eno rundo, bomo videli, kako dolgi bomo, potem pa mogoče še eno, če ne bomo predolgi. Tako da izvoli, Gorazd. Dobro, hvala. Material, ki sem ga pripravil, mogoče bo do neke mere odstopal od koncepta te okrogle mize, ampak bom se vseeno poskusil navezati nanj. Namreč prvotno smo se pogovarjali, da bi bil na vrsti včeraj oziroma v panelu, kjer sta govorila Srečo Dragoš in Vesna Leskošek, potem se je pa moj urnik spremenil, ta urnik se pa ni spremenil. Za začetek bi jaz izpostavil nekaj konceptualnih stvari in potem odprl predvsem področje družbenih neenakosti na ekonomskem polju oziroma vprašanje sodobnega kapitalizma. Da se pa ne bom potem preveč razgovoril, se bom na tem mestu začasno ustavil, pa mislim, da boste kolegici potem odprli marsikaj, k čemu se bom kasneje lahko vrnil. V zvezi z enakostjo in neenakostjo bi rad povedal tole. Pojem družbene neenakosti je konstitutiven za vedo, ki se imenuje sociologija. To vedo so izumili in jo sfinansirali in je bila v bistvu državni projekt, tako kot vse druge vede, ko so nastale v 18. in 19. stoletju, zgodnjem 20. Zato, ker je imela državna oblast pred seboj določene izzive in si obetala, da bo lahko sociologija na te izzive odgovorila. In ključni izziv, s katerim so se soočili, je bilo socialno vrenje v nižjih razredih, problemi ekstremne družbene neenakosti, ki so seveda se razvili z industrializacijo, s propadom prejšnjih produkcijskih načinov in življenjskih okvirov. In pred nastankom sociologije je državni aparat, dvor in tako naprej, že dal ustanoviti nekaj drugih ved, ki so pokrivale posamezna področja družbenega življenja, recimo ekonomijo, ki se je različno imenovalo v različnih fazah, ampak v nekem trenutku so ugotovili, da so v bistvu s tem, ko so imeli na eni strani ekonomsko znanost, pa na drugi strani vede o državi, da so izpustili neko področje,
dogajanja in ga niso znali razumeti. Na tem področju se je pa veliko dogajalo in tam je občasno ljudsko nezadovoljstvo izbruhnilo in kakšnemu kralju odsekalo glavo. Tisto, kar je bil razlog, zaradi katerega so oblasti hotele razumeti, kaj se dogaja med spodnjimi plastmi družbe, so torej bile periodične revolucije, ustaje, revolti. In da bi razumeli, kaj jih sproža in kakšni so življenjski pogoji navadnega ljudstva, so angažirali nov tip znanstvenikov, novo polje vednosti, ki naj bi preučevalo družbeno neenakost. In družbena neenakost je bila v bistvu konstitutivna tema za sociologijo. To se v sodobni sociološki terminologiji še vedno pozna recimo v tem smislu, da imate določene besedne zveze, ki pomenijo bodisi problematiko revščine, bodisi najširšo sociološko problematiko. Recimo, tak pojem je pojem socialnega. Socialno na eni strani se nanaša na revščino, na drugi strani pa je sociologija veda o socialnem. Ali pa recimo družbena struktura. To lahko pomeni tisto najširše, najbolj težko oprijemljivo, lahko pa pomeni v bistvu stratifikacijo, se pravi razslojitev na razrede, torej vprašanje razredne členitve. Zanimivo v zvezi s tem pojmom družbene neenakosti, ki je konstitutiven za sociologijo, je pa to, da pravzaprav je vsebinsko gledano to precej nenavaden pojem. Namreč neenakost je očitno etimološko nasprotje enakosti, ampak družbene enakosti nikoli in nikjer ni bilo. Razen v tem smislu, kot o tem ponekod govori Hannah Arendt, kjer pravi, družbena enakost je stanje, kjer so ljudje konformisti in se pač prilagajajo tistemu, kar velja, kar je uveljavljeno, v kar vsi verjamejo in podobno. Tisto, na kar se torej ta konstitutiven sociološki pojem družbene neenakosti nanaša, je njegovo nasprotje, njegov negativ. To je enakost, vendar enakost nikoli nikjer v nobeni družbi ni obstajala. Enakost je v bistvu normativni pojem, normativna ideja, ki jo je mogoče dosegati samo do neke mere, kolikor institucionaliziramo pogoje, s katerimi si prizadevamo za zmanjševanje neenakosti in za večanje enakosti. Čiste enakosti najbrž nikoli nikjer ni bilo, predvsem pa, če vzamemo družbo kot tako, brez njenega institucionalnega dodatka v smislu institucij pravne države, potem seveda o kakšni spontano obstoječi enakosti ne moremo govoriti. Sociologija si je torej za svojo osrednjo problematiko izbrala nekaj, kar nastopa kot odsotnost enakosti, odsotnost normativnega ideala. Ta normativni ideal se pa ne realizira kar spontano v družbi kot taki, temveč je šele stvar v bistvu aktivnih političnih prizadevanj in še posebej, jaz mislim, njihove institucionalizacije. Hannah Arendt je to, kar je nasprotje družbene neenakosti, skoncipirala kot politično enakost in ko je govorila o politični enakosti ali o enakosti, je po mojem branju mislila predvsem na kontekst pravne države. Do neke mere tudi na kontekst samega delovanja kot prakse, vendar pa o delovanju vemo, da je pač prigoda, ki se dogaja samo periodično oziroma priložnostno v nekih specifičnih kontekstih. Navsezadnje tudi poletna šola politologije poteka v muzeju, kot vidim. Problem Hannah Arendt in njene razprave o problematiki enakosti in neenakosti je po mojem v tem, da Hannah Arendt ni imela nikjer razdelane ekonomske teorije. Se pravi, ni se ukvarjala s problematiko gospodarskih procesov, s problematiko kapitalizma. Tu pa tam recimo ona omeni neke dosežke in boje delavcev, ampak to so samo take sporadične omembe.
Jaz pa kot nekdo, ki se vendarle ukvarja tudi sociologijo, mislim, da brez analize ekonomske neenakosti, mehanizmov, procesov, ki potekajo, težko razpravljamo o družbeni neenakosti, o drugih njenih razsežnostih in seveda tudi težko o tistem, kar je treba početi, za kar se je treba prizadevati, zato da bi neenakost zmanjševali in se približevali idealu enakosti. Če ne razpravljamo v zvezi z družbeno neenakostjo o sodobnih različicah kapitalizma, potem nam preostane samo, da se zamejujemo na pravni diskurs pravic in njihovega nasprotja diskriminacije, kar je pomembno, mislim pa, da to ni vse. Potrebno je tudi analizirati oblike izkoriščanj, konflikte med ekonomskimi skupinami oziroma razredi in mislim, da se tudi tisto, kar je potem simbolni ali diskurzivni dodatek in legitimacija teh oblik izkoriščanja, da čisto drugače razumeti. Se pravi, ne moramo celovito razumeti rasizma, ksenofobije in podobnih stvari, če ne razumemo njihove vpetosti v mehanizme izkoriščanja. Tako da, če se bo današnja razprava razvila v smer debate recimo o migrantih in podobno, potem jo bom jaz v nadaljevanju poskušal navezati na to, kako danes deluje trg dela. Okay. Odlično, včeraj je denimo, mislim, mogoče vašo informacijo, ki ste tukaj na panelu, recimo Srečo Dragoš, ko je začel govoriti o neenakostih, je pravzaprav izpostavil dva momenta neenakosti, ne? In revščine, in sicer pri drugem je govoril predvsem o tem, kako problematično in nevarno je takrat, kadar se neenakost veže na neko določeno skupino, etnično ali pa rasno in tako naprej. Skratka, kako se socialni položaj, socialna neenakost poveže z tem elementom, ne, in kaj se potem dogaja. Tako da tu je nek link, se mi zdi pomemben tudi z včerajšnjim panelom, ki smo ga imeli. Tako da jaz bi zdaj prosila Katarino, ki obljublja, da bo govorila o antidiskriminacijskih mehanizmih in tako naprej. Tako da lepo prosim, Katarina. Hvala, lep pozdrav. Jaz bom poskušala danes v grobem predstaviti nekak pravni okvir antidiskriminacije in obstoječih antidiskriminacijskih mehanizmov, ki so na voljo vsaj na papirju posameznikom, ne glede na to, odkot prihajajo, ne glede na njihovo državljanstvo, etnično pripadnost, kakorkoli njihov status v Sloveniji, ta pravni mehanizem oziroma zaščitni mehanizem bi moral biti na voljo vsem enako, seveda enako, v smislu nediskriminatorno. Ne? Prepoved same diskriminacije oziroma enakost pred zakonom je z ustavo zavarovana človekova pravica, ker 13. člen ustave vsakomur v Sloveniji zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine in navaja potem osebne okoliščine, ne glede na te osebne okoliščine, kot so narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično ali drugo prepričanje in tako naprej. In vsi so pred zakonom enaki. To je na ustavni ravni. Potem na zakonski ravni pa je krovni zakon na področju antidiskriminacije, zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki je bil leta 2016 sprejet. Predtem so pa seveda sledili razni koraki, ki so pripeljali do tega današnjega zakona. Prvi korak k uveljavljanju politike enakih možnosti je bila ustanovitev parlamentarne komisije za žensko politiko. Se pravi, na področju spola so se začeli prvi koraki na področju enakosti. Kmalu potem, leta 1992, je bil ustanovljen urad za žensko politiko z namenom, tako je bilo zapisano, da se sistematično spremlja položaj žensk in se prepreči njihova diskriminacija in marginalizacija, ki jo prinaša tržna ekonomija. Potem v letu 2001 je bil urad za žensko politiko nadomeščen z uradom Vlade Republike Slovenije za enake možnosti, ki je potem prevzel tudi naloge urada za žensko politiko. Potem pa pridemo že nekako v obdobje, ko vpliva na institucije in na zakonodajo približevanje Evropski uniji in prenos evropske zakonodaje v slovensko zakonodajo.
In potem na podlagi tega je bilo leta 2004 začel veljati zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki je tudi zahteval, ki je prenašal v bistvu tako imenovano rasno direktivo v slovenski pravni sistem, ki je pa tudi zahtevala oblikovanje posebnega organa za pospeševanje enakega obravnavanja vseh oseb, brez diskriminacije in učinkovito zaščito vseh oseb. In na podlagi tega je potem bil ustanovljen zagovornik enakih možnosti, ki je deloval v tej obliki do lani 2016, ko se je njegova strukturna, institut je še vedno obstal, vendar pa se je strukturno njegov položaj nekoliko spremenil. Za razliko od teh direktiv, ki so jih zakoni prenašali v našo domačo zakonodajo, ki so se osredotočale na posamezno okoliščino, osebno okoliščino, kot je spol, in hkrati na posamezna področja družbenega življenja, kot je recimo zaposlovanje, se je slovenski zakon lotil vprašanja diskriminacije širše. Se pravi, prepovedal je diskriminacijo na podlagi katerekoli osebne okoliščine in v kateremkoli kontekstu družbenega življenja. Izrecno zakon na primer omenja spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje in izobrazbo, ampak kot sem rekla, to ni zaključen seznam osebnih okoliščin, ampak je dikcija zakona odprta in omogoča katerokoli osebno okoliščino, ki bi lahko bila temelj za diskriminacijo. Kaj je pravzaprav značilnost osebnih okoliščin? To je okoliščina, ki je prirojena in se ji ni mogoče odreči ali jo spremeniti, kot je rasa ali narodnost ali rojstvo, ali so pa po drugi strani pridobljene, vendar pa se jim ni mogoče odreči ali zlahka odreči ali se jih spremeniti, kot je vera, versko prepričanje, starost, invalidnost, izobrazba, zdravstveno stanje in tako naprej. Potem tudi, kot sem že rekla, družbeno življenje, področje družbenega življenja so odprta, ampak izrecno zakon omenja pogoje za dostop do zaposlitve, potem dostop do vseh oblik karierne orientacije in svetovanja, zaposlitvene pogoje in pogoje dela, članstvo v organizacijah delavcev, socialna zaščita, vključno zdravstvenim varstvom, potem socialne ugodnosti, izobraževanje in tudi dostop do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno stanovanji in preskrbo z njimi. Se pravi, zakon je zelo splošen in preprečuje oziroma prepoveduje diskriminacijo na vseh ravneh. In kar je pomembno, ne zavezuje le državnih organov in lokalnih oblasti ter nosilcev javnih pooblastil, ampak tudi zasebne pravne osebe in fizične osebe, ki morajo na vseh področjih svojega odločanja, delovanja in v pravnem prometu, v svojem ravnanju do tretjih oseb, zagotavljati varstvo pred diskriminacijo. Torej, ta zaveza zavezuje tudi mene, zavezuje vas, recimo v primerih, ko bi oddajali stanovanje na trgu, bi morali ravnati na način, da ne bi ravnali diskriminatorno. Skratka, zakon, lahko rečemo, je morda boljši od direktiv na nek način, ker je širši, ker pokriva več področij, ker pokriva vse osebne okoliščine, ampak vprašanje je, ali je to v resnici res dobro, ker imaš kar naenkrat pač odprto ogromno nekih področij, ki jih, če zlasti že sistem, kakršen obstaja, težko obvladuje neke tipične oblike diskriminacije ali eklatantne oblike diskriminacije, kako sploh si lahko predstavljamo, da bi obvladoval celotno družbeno življenje in učinkovito preprečeval diskriminacijo na vseh ravneh. Kaj govorim? Govorim o tem, da dejansko je to eno od področij, kjer lahko govorimo, da stvari na papirju štimajo, v resnici pa sistem dejansko ne funkcionira. In ko sem govorila, da se je 2016 zakon spremenil in da se je spremenil institut zagovornika, se je spreminjal zakaj? Ker smo dolga leta, se pravi od leta 2004, ko je bil zakon prvič sprejet in ko je zagovornik pričel funkcionirati, kršili že samo direktivo, na podlagi katere je bil sam zagovornik ustanovljen. Zagovornik kot institucija bi moral biti samostojen, neodvisen, imeti zadostne vire
tako kadrovske in finančne, da bi lahko naloge, ki jih direktive nam prenašajo, učinkovito izvrševal. Kaj se je zgodilo pri nas? Pri nas smo imeli samo eno samo fizično osebo, ki se ji reče zagovornik. Recimo tudi varuhu se reče varuh človekovih pravic, pa vemo, da ima za seboj širok urad z veliko strokovnimi delavcemi, s podpornimi službami, ki zagotavljajo, da lahko recimo svoje funkcije opravlja. V tem primeru smo imeli samo eno osebo, to besedno uradnika, ki je sprva deloval v okviru urada za enake možnosti, ki pa vemo, da smo vedeli takrat, da je bil urad vlade. Že samo dejstvo, da gre za urad vlade, poda veliko dvomov v to, da gre za dejansko neodvisen organ, ki se mu strukturno zagotavlja neodvisnost, organ, ki ni imel svojega proračuna ločenega, kot ga imajo nekatere druge inštitucije za varstvo človekovih pravic, kot je varuh, ali pa v končni fazi tudi informacijska pooblaščenka. In v bistvu že v samem opisu nalog ni mogel upravljati vseh nalog, ki mu jih je nalagala direktiva. Recimo ni mogel upravljati samostojnih, neodvisnih, obširnih raziskav o stanju diskriminacije v Sloveniji. Ni imel zadostnih sredstev za ozveščanje javnosti in tako naprej. In ker smo prvič je bil tak sistem nezadosten, kot drugo smo pa tudi kršili direktive, kot sem omenila, in s tem smo se znašli kot država v postopku ugotavljanja kršitve prava Evropske unije in to nas je potem prisililo, oziroma je državo prisililo, da je bil sprejet nov zakon leta 2016, ki naj bi nekatere te pomanjkljivosti odpravil, pomanjkljivosti zagovornika. Na ta način se je potem ustanovil kot posebna inštitucija, ločena od ostalih inštitucij, kot zagovornik enakih možnosti in dobil naj bi svoj proračun in tako dalje, dobil je dodatne naloge. Prej smo mu rekli, da je brezzobi tiger, ker je lahko samo izdajal mnenja, ker ni mogel neposredno, ta njegova mnenja niso bila izvršljiva, niso bila zavezujoča. To se je zdaj spremenilo, lahko izdaja dejansko globe, izvaja inšpekcijske nadzore in tako naprej, ampak še vedno ugotavljamo, da se je država tega lotila s figo v žepu. Spravi, na papirju spet stvari delujejo v redu, ampak v praksi je pa zagovorniku namenila zelo majhen proračun, ki ne zagotavlja, da bi dejansko lahko sploh zaposlil posamezne ljudi, ki bi lahko delali na teh področjih in ki bi lahko izvajali svoje naloge. In da ne govorimo tega, da so ga postavili pač v neke popolnoma neprimerne prostorske kontekste, da so ga postavili so ga dejansko njegovo pisarno v del Ministrstva za delo in družino, kjer je prostor, ki je bil nekdaj tovarna in kjer so se procesirali kemični razni preparati in je bil dolga leta ta prostor zaprt in neuporabljen, ker so prejšnji zaposleni recimo tam tožili o zdravstvenih težavah in tako naprej. Se pravi, če pogledamo vse te kontekste, kako država razna s tem institutom, ugotavljamo, da še vedno pač drži figo v žepu, ko se loteva teh svojih mednarodnih obveznosti in obveznosti do svojih državljanov. Skratka, ta pristop do naslavljanja diskriminacije, nediskriminacije inštitucij, ki naj bi nudile varstvo posameznikom, potem v tem kontekstu nas na nek način niti ne more presenetiti, kaj se vse te posamezni primeri resnih kršitev človekovih pravic, ki so dolga leta ostali nenaslovljeni, nerazumljeni in dobesedno odrivani na rob družbenih vprašanj, kot so recimo izbrisani. Zdaj, mogoče bi v kakšnih primerih diskriminacije govorila še kasneje, ampak na tej točki bi se ustavila. Okay, hvala. Mislim, da je tukaj tudi pomembna povezava na to, kar smo govorili včeraj tudi, in sicer ta neka delegitimizacija ideje enakosti, ki se je dogajala v zadnjih 20 letih, kjer pravzaprav vidimo to, da same politične strukture oziroma tisti, ki so uradniki državni in predstavniki ljudstva, tako rekoč funkcionirajo v tej smeri, da sama ideja enakosti oziroma enakost kot nekaj, kar bi naj bil tudi cilj, ki bi ga bilo treba dosegati, predstavlja nekaj, kar je radikalno napadeno oziroma nekaj, kar ne predstavlja več vrednote. Ne? In tukaj dejansko vidimo
pri načinu, kako so se vzpostavljali sami mehanizmi in kakšno vlogo ima zagovornik. Ne? Jaz sem prepričana, da veliko od vas sploh ne ve, da ta zagovornik obstaja, ker jaz mislim, da ljudje v Sloveniji pravzaprav sploh ne vejo, da imamo zagovornika načela enakosti, da obstaja ta institucija, na katero se lahko obrnejo in ki bi naj ščitila njihove pravice. Tako da bi zdaj prosila Palano, ki pa mislim, da bo že v prvi rundi bolj konkretna, če se ne motim, izvoli. Ja. Hvala, se bom potrudila, da bom konkretna. Po sociologu in pravnici govorim kot filozofinja in sem ne tako strukturirana kot moji predhodniki, tako da upam, da bom uspela vseeno povedati to, kar se mi zdi pomembno. Bi se pa samo še na vlasto na hitro navezala v filozofski misli, tudi obstaja nek trend, ki mu rečejo pozaba emancipacije oziroma pozaba enakosti in nek teoretični okvir, na katerega se jaz poskušam sklicevati, ravno so filozofi, ki želijo ideji enakosti vrniti pomembnost in jo pač poskušati izumiti koncepte, skozi katere jo lahko mislimo in potem seveda, kako jo lahko udejanjamo. Je pa to definitivno nekaj, kar ni v trendu, ne. Tudi na ravni znanosti, ne samo recimo na ravni pravnega okvirja ali pa kakšnega drugega. Jaz bi pa začela za eno konkretno situacijo, ki se je zgodila 2 dni nazaj in sicer glede na to, da smo v muzeju, zelo dobra priložnost in povezava. Zgodila se je v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani in sicer tam se je odpirala razstava Afganistan skozi slovenske oči. To je razstava, jaz mislim, fotografij, ki jih je pač nekdo naredil. Na otvoritvi so organizatorji povabili tudi 2 Afganistanca, ki živite v Sloveniji, ki sta v bistvu prosilca za azil in sta bila povabljena, da bi pač tam tudi nekaj povedala o Afganistanu, ker sta pač Afganistanca, ne? In prihajate od tam in pač, da bi podala ob tem pogledu mogoče nekega zahodnjaka, fasciniranega za vzhodom, pač da bi mogoče kot ljudje, kot tam prihajajo, povedali mogoče tudi kaj o današnji situaciji. No, bi omenila še to, da mogoče vemo, o čem se pogovarjamo, da, ne vem, če veste, da pač Afganistan je uradno kakor varna država, kar pomeni, da se ljudi, ki prihajajo iz Afganistana in prosijo za azil, vrača, uradno se jih lahko vrača v Afganistan. Medtem ko recimo, če greste na spletno stran Ministrstva za zunanje zadeve, se kot turist pozanimati recimo o Afganistanu, tam piše, da je Afganistan nevarna država, ne hodite tja, ker tam divja vojna, ne. Je to tudi ena zanimivost, kako v bistvu operiramo, kako razmišljamo o enakosti, ne. No, ta 2 Afganistanca sta tam sedela in so slavnostni govorci odpirali razstavo in je na koncu v bistvu, ko so slavnostni govorci povedali svoje, se je slovesnost tudi zaključila in se ob kozarčku nadaljevala z ogledom razstave, medtem ko ta 2 Afganistanca v bistvu sploh nista govorila. In v bistvu se mi zdi to taka fina anekdota, incident, ki nam v bistvu lahko služi kot razumevanje nekega simptoma sodobne nacionalne države znotraj liberalne ideologije v kapitalizmu, kot simptom izključevanja, kot simptom, ki v bistvu producira drugega, ki je v neenakem položaju. V bistvu tudi vsi ti mehanizmi, o katerih je Katarina govorila, pač predstavljajo neko priznanje, da v bistvu smo neenaki in da v bistvu smo v neki skupnosti, ki lahko, če hoče, sprejme drugega. V bistvu smo na nekem področju multikulturalizma, tolerance, sprejemanja drugega, ne, istočasno pa konstantno reprodukcijo in produkcijo drugega, ki vzpostavi nas, ne, ki vzpostavi to neko temeljno neenakost, na podlagi katere potem pač mi lahko, če hočemo, sprejmemo ali pa tudi ne. In v bistvu smo konstantno, če govorimo tudi o migrantih, ki se mi zdi, da so res simptomatičen primer tega izključevanja, ki ga potem lahko apliciramo tudi na vse druge, ki so
onkraj reda te normalnosti, ki se nam konstantno vsiljuje, pač to so lahko potem seveda tudi vse manjšine in vsi drugi in drugačni, istospolno usmerjeni, ženske, brezposelni, lahko so tudi študenti, prekerci in tako dalje in tako dalje. Ne. Skratka, vidimo, kako v bistvu ta neenakost, ko je enkrat ta red neenakosti vzpostavljen, recimo za moje pojme na primeru tujcev, migrantov, najbolj izrazito, lahko služi kot nek primer. V bistvu vidimo, da ko enkrat ta relacija vzpostavljena, lahko se jo v bistvu aplicira potem na vsakega drugega, ki ne ustreza popolnoma pač tej neki normalnosti, ki znotraj kapitalizma pač mora biti podrejena izključno pač reprodukciji dobička in pač država ugrabljena strani tega koncepta v bistvu tudi mora samo temu služiti. In v bistvu vidimo, da obstaja le še zato, da omogoča kapitalizmu, da funkcionira in zato, da pač deluje represivno, tam pa, ker se pogovarjamo o socialnih pravicah in tam, ker bi morala v bistvu zagotavljati enakost, pa pač je ni, se soočamo z nekim momentom razdržavljanja na tej točki. Ne. Tako da v bistvu smo na nekem področju potem humanitarnosti, ki je v bistvu vrhunac nekega skupnega življenja, razumemo kakor sprejemanje, toleranco drugega, ki je seveda mora biti popolnoma dehumaniziran, viktimiziran do te mere, da ga lahko sprejmemo. In potem se seveda pogovarjamo o sprejemljivih migrantih, o nesprejemljivih, o dobrih in slabih, pa rečemo dobro uno mamico z otroki bomo že, saj Boga, ne. Tistega pa, ki bi mogoče pa poseljeval naše ženske, a celo samo spogledoval z njimi, tega pa ne bomo. Ne. Skratka, se mi je zdel zelo pomemben primer, da v bistvu vidimo, da na tem najbolj ekstremnem primeru, kako lahko v bistvu pač ta neenakost lahko postane popolnoma sistemska in strukturirana in kako lahko deluje na vsakega od nas, če pač ne spoštujemo popolnoma vsa ta pravila. Zdaj pa samo, da se navežem še na Katarino, ki je govorila pač o tem, da po eni strani zakoni vsi niso dobri, po drugi strani pa tudi, ki so, pač sistem ne deluje. Pa da se navežem mogoče da še jaz omenim Hannah Arendt, ki v bistvu imamo pač univerzalno deklaracijo človekovih pravic, ki kakor deklarativno zagotavlja pravico do imigracije in migracije. Ne? Ampak v bistvu mi vidimo, da so vse te deklarativno zagotovljene človekove pravice, ki se lepo slišijo, pač v bistvu v realnosti ne funkcionirajo, zato ker deklaracija ni pač obvezujoč dokument, ampak se filtrira vedno skozi nacionalno zakonodajo. In pač nacionalna zakonodaja pač ne omogoča tega prostega gibanja, po drugi strani sem se hotela na Hannah Arendt referirati, da pa Hannah Arendt govori ravno o tem, da ko je človek migrant, oropan svojih nacionalnih pravic, ko ostane brez zaščite svojih držav in svojih vlad in ko postane samo le človek, golo življenje, in so človekove pravice le že edina stvar, na katero se lahko sklicuje, ker svoje države več nima, na katero bi se lahko skliceval, v bistvu se vidi, da na njega v bistvu se univerzalna deklaracija in te univerzalne pravice še najmanj nanaša, v bistvu, da jih ne more nikakor uveljavljati. In da v bistvu še ta edina stvar, na katero se lahko sklicuje, ne deluje. In zato tudi ona izpostavlja v bistvu migrante in begunce, eksilante kot eklatanten primer pač izključevanja, oziroma, če hočemo tudi, kako razumenijo, rasizma pač sodobne nacionalne države. Ki funkcionira pač kot neka skupnost, ekskluzivna skupnost, ki se vzpostavi na izključevanju in ki ima določena pravila, na podlagi katerih je pač omogočen vstop. Ne nazadnje, če govorimo samo o konceptu državljanstva, ki pač je izključujoč koncept in vključuje pač samo tiste, ki izpolnjujejo določena pravila. In tudi na migrantih lahko vidimo, kako je v bistvu težko vsa ta pravila izpolniti in pač biti sprejet na koncu v to skupnost. Potem se pa seveda tudi znotraj tega lahko pogovarjamo o neenakosti, delavske pravice, ženske, otroci in tako dalje in tako dalje. Tako da jaz bi se mogoče na tej točki ustavila, bi mogoče v drugem krogu povedala nekaj o politiki emancipacije, torej kako lahko bi zamišljali neke
neko politično skupnost, ki bi temeljila na enakosti, brez izključevanja, brez konstantne produkcije drugega, pa kaj bi ta proces pomenil, kako bi ta proces emancipacije lahko funkcioniral na individualni in kolektivni ravni. Ok, hvala. Zdaj pa še enkrat pustim še drugo rundo. Pa mogoče, če ste lahko zdaj malo krajši, če gre, tako da potem začnemo se pogovarjati s publiko. Ok. Jaz ponovno? Izvoli, ja, po istem vrstnem redu bom šla. Jaz bi za začetek orisal, kaj se dogaja na trgu dela v Sloveniji, se pravi to, kar zadeva vse, ki so delovno aktivni, potem bom pa to navezal na posebni položaj in posebno obravnavo migrantov, zato da pokažem, da je v bistvu analiza sodobnih kapitalističnih procesov še kako pomembna za razumevanje tega, o čemer se tule pogovarjamo. Na trgu dela v Sloveniji imamo nekako tole situacijo. Tri trende bi izpostavil, ki jim lahko sledimo že vse od začetka 90-ih naprej. Prvi trend, prvi proces je proces segmentacije. To pomeni, da na trgu dela nimate enotnih pravil zaposlovanja, ki bi se uporabljala za vse, temveč imate več segmentov, obstaja srednji segment, kjer velja norma delovnega razmerja za nedoločen čas. Poleg tega so pa z leti vse bolj širili tudi periferne segmente, kjer so pa drugi pravni okviri zaposlovanja. In to pomeni, da imate na tem sicer enovitem trgu dela pravzaprav več usporednih pravnih režimov. Do tega je prišlo zaradi tega, ker so se tam nekje v prvi polovici 90-ih je prišlo do nekega velikega pakta med vlado in sindikati. Šlo je za to, takoj v začetku 90-ih je bila visoka inflacija in je bila makroekonomska situacija precej težko obvladljiva in Demosova vlada je prišla na idejo, da bi zamrznila plače, kar bi seveda ljudi pahnilo v revščino. Sindikati so odgovorili s splošno stavko, ki je trajala nekaj ur in rezultat je bil potem približno ta. Demosova vlada je kmalu padla. Na oblast je prišel LDS z Drnovškom, ki je v bistvu bila socialdemokratska stranka in Drnovšek je razumel, da je treba makroekonomske politike upravljati s pomočjo socialnega dialoga. In tako so sklenili nek pakt, ki se mu reče socialno partnerstvo. To je bilo tam okrog leta 93-94 in od takrat naprej je dialog med vlado in sindikati potekal približno tako. Sindikati so pristajali na to, da plače rastejo relativno počasi, da prispevajo k zmanjšanju inflacije. V zameno so dobili pa razne druge sistemske pridobitve. Na eni strani to, da se o plačni politiki sploh pogajajo na centralni ravni, na drugi strani so obranili cel kup pridobitev socialne države, recimo preprečili so privatizacijo pokojninskega sistema, pa še marsikaj drugega, in pa izpogajali so to, da norma delovnega razmerja za nedoločen čas ohrani precej visok standard pravne varnosti. Ker pa so gospodarstveniki na drugi strani pritiskali, da hočejo imeti neko kohorto fleksibilne delovne sile, je rezultat bil ta, da je država ob zaščiti jedra delavcev dopustila tudi oblike zaposlovanja z bistveno manj varnimi pravnimi pogoji. No, in delež te prekarizirane delovne sile je do danes prišel tja do polovice ali celo čez vseh delovno aktivnih oziroma vseh zaposlenih. To je malo tudi odvisno od metodologije. Tako da na trgu dela preprosto ni enotnega pravnega režima. In ljudje se ne potegujejo za plačano delo pod enakimi pravnimi pogoji. Druga problematika v zadnjih nekako 13 letih je ta, da je režim socialnega partnerstva in določanja plačnih okvirov skozi kolektivna pogajanja v zasebnem sektorju razpadu. Še vedno obstajajo kolektivne pogodbe, ampak plačne tarife v njih
so pravzaprav ostale tam na nivoju, da se prva plačna skupina začne pri 400 in nekaj evrih bruto. Čeprav je dvig minimalne plače leta 2009 to močno prehitel. In to pomeni, da v bistvu sindikati nimajo več te institucionalne vloge, ko bi lahko se z nasprotno stranjo pogajali o postopnem dvigovanju plač in torej se v bistvu plače določa v gospodarstvu bolj kot ne čist individualno, od primera do primera, kar seveda zmanjšuje neko kolektivno zaslombo delavcev. Tretja stvar, ki je pomembna za tukajšnjo debato, je pa to, da celo tisto, kar velja, tisto, kar piše v zakonu o delovnih razmerjih, v drugih zakonih, v kolektivnih pogodbah, se preprosto množično krši. Imamo tako množične, tako normalizirane kršitve, da v bistvu lahko govorimo o suspenzu delovnega prava. Se pravi, celo tisti, ki imajo to srečo, da so ostali v jedrni skupini na trgu dela, se njihovih formalno zagotovljenih pravic pogosto pač ne spoštuje. Izpostavil bi 3 take množične prakse. Ena je dolžina delovnika. V zakonu piše, da je delovnik 8 ur, v praksi je v povprečju verjetno okrog 10 ur. Ker preprosto se to, kar piše v zakonu, ne spoštuje in delodajalci so podaljšanje delovnika enostavno vzeli kot predpostavko, s katero izračunavajo svoje produkcijske stroške in temu prilagajajo svoj poslovni model. Kdor delavcem daje polno plačo za 8-urni šiht, ni več konkurenčen. In tako se v bistvu ta praksa normalizira. Druga stvar je, zdaj že kar znano, neplačevanje plač ali pa delov plač, raznih prispevkov, regresov in podobnega. In tretje je nezakonito veriženje pogodb za določen čas ali pa najemanje SP-jev v primerih, v katerih zakon o delovnih razmerjih jasno pravi, da so izpolnjeni pogoji, zaradi katerih bi bilo treba človeka zaposliti v smislu delovnega razmerja za nedoločen čas. Tudi to je množičen šport, enostavno se ljudi zaposluje na prekaren način, čeprav je to očitno nezakonito. Katera področja so najbolj problematična pri tem kaosu, ki se dogaja na trgu dela? Problematične so nizkoproduktivne panoge, kjer je zelo zaostrena konkurenca, recimo gradbeništvo, kamionsko prevozništvo, gostinstvo, varovanje, čiščenje. Problematičen tip organizacij so DOO-ji, zato ker jih ne morete terjati, ko ugotovite, da so vas ogoljufali za izplačilo plače ali pa za plačilo dobaviteljev, ker lahko lastniki DOO-jev verižno puščajo za seboj prazne lupine z dolgovi in zaposlenimi, posle in premoženje pa prenašajo na nove in nove DOO-je. In pa izrazito ranljiva skupina so migranti. Zato, ker ne znajo jezika, ne poznajo predpisov, nimajo neke mreže, kjer bi se lahko informirali in navsezadnje podali so se s trebuhom za kruhom, zato, ker so pač bile pri njih doma razmere težke in so šli v novo situacijo s to predpostavko, da bo treba potrpeti. Problem vidim v temle. Kapital je že v bistvu vse od začetkov industrijske revolucije, od 19. stoletja naprej izrazito, vedno znova uporabljal migrantske delavce zato, da je normaliziral neke nove oblike izkoriščanj in zbijal pogajalske pozicije domačinskih delavcev. To je pa pri domačinskih delavcih sprožalo ksenofobijo in to je situacija tudi danes. V kontekstu selitve industrij, avtomatizacije proizvodnje in krize srednjega razreda. Zato, če sklenem, bi bil moj poudarek ta pravi odgovor na problematiko, ki se odvija na trgu dela in na v bistvu tudi to ksenofobijo do priseljencev, ni zgolj multikulti diskurs. Ta, kot smo videli recimo na primeru ameriških ali pa francoskih volitev, ne more zares neutralizirati fašizacije tistih, ki so zafrustrirani zaradi svojega socialnega položaja. Pravi odgovor je krepitev pravne države, regulacije trga dela, zlasti zagotovitev tega, da tisto, kar je predpisano, se tudi izvaja,
zato da so vsi zaposleni obravnavani pod enakimi pravnimi pogoji in torej domači delavci niso, jih desni populizem ne more rekrutirati v svoje vrste, zato ker premesti problematiko tako, da pokaže tisti, ki je kriv za vaše probleme, so priseljenski delavci. Skratka, jaz mislim, da je treba se pri debatah o boju proti ksenofobiji, rasizmu in tako naprej, da je treba upoštevati tudi oblike izkoriščanja, ki se odvijajo v kapitalizmu in tja intervenirati in tja posvetiti posebno pozornost v smislu krepitve pravne varnosti vseh. Hvala, zanimivo. Včeraj smo slišali tudi en pravzaprav nerevolucionaren predlog. To je pravzaprav zelo konzervativen predlog za to, kako reševati neenakost, ki ne gre v smeri radikalizacije, ampak preprosto zahteva spoštovanje predpisov. Včeraj smo tudi slišali enega takega, potem smo se burno pogovarjali o tem sicer, skratka, ki bi bila pravzaprav tehnična rešitev, zelo podobna tisti, ki jo po mojem mnenju predlaga Hannah Arendt za rešitev socialnega vprašanja, UTD, uvedba UTD. In včeraj smo se dejansko nekako zmenili po tisti razpravi, da moramo enkrat tukaj v Kopru in na tej univerzi eno razpravo o UTD-ju organizirati, kjer bomo si malo bolj pojasnili, kaj to pomeni, ker ljudje očitno tega še ne poznajo. Skratka, spoštovanje zakonov. Katarina, lepo prosi, kako je s tem? In predpisov, Ja. Mislim, jaz se bom vrnila na izbrisane. Jaz sem se z izbrisanimi ukvarjala, oziroma tudi pravno pomoč sem nudila zadnjih 10 let. Pravzaprav mi je zanimivo ali pa nič kaj presenetljivo po drugi strani, da kako se določeni mehanizmi spodbujanja, podpihovanja sovraštva zoper določeno skupino lahko popolnoma, nereflektirano dogajajo vedno znova in očitno še zmeraj nismo pač sposobni enih in istih vzorcev zadosti dobro prepoznavati. Recimo pri izbrisanih, res da je bilo precej pozno, 7 let po izbrisu je prišla prva ustavna odločba o tem, ki je ugotovila, da je izbris bil nezakonit iz registra stalnega prebivalstva, se pravi, da so oblasti kršile zakonodajo, da so dejansko pravno praznino, ki je obstajala v zakonu o tujcih, izkoristile za to, da so dobesedno izbrisale iz obličja civilnega življenja celo skupino 25,000 ljudi. In kljub temu, da je vendarle je vseeno prišla neka zaščita od ustavnega sodišča, ugotovljeno je bilo, da je kršitev bila, zahtevala se je poprava te krivice, ki se je zgodila in se je zgodila vedno znova ta poprava krivice na nezadosten način. Že takrat je bilo ugotovljeno leta 1999 tudi med drugim, da so bili izbrisani diskriminirani v primerjavi z ostalimi tujci, ki so imeli v Sloveniji dovoljenje za stalno ali za začasno prebivanje, se pravi tujci iz drugih držav, ne iz bivše Juge, ker so lahko normalno obdržali ta svoj status naprej, ne da bi jim bilo potrebno karkoli storiti, medtem ko se je država oziroma aparat v okviru vlade in Ministrstva za notranje zadeve odločil, da bodo v bistvu te pravice, pridobljene pravice, ki so jih izbrisani s statusom stalnih prebivalcev v Sloveniji imeli, da jih bodo preprosto odmislili. In potem je v bistvu bil sprejet zakon, ki naj bi to saniral, pa je bil tudi ta pomanjkljiv in potem je zoper ta zakon spet ustavno sodišče ugotovilo, da je ponovno prišlo do diskriminacije. Tokrat med drugim znotraj same skupine izbrisanih, ker je povrnitev statusa država omogočila samo tistim izbrisanim, ki so še vedno živeli v Sloveniji, ne pa tistim, ki so bili prisiljeni zaradi tega oditi iz države. In potem je ta druga odločba iz leta 2003 ostala neizvršena celih 7 let. Vmes so bili razni referendumi, poskusi reševanja, hkrati pa je politika vztrajno ohranjala ta diskurs sovraštva zoper izbrisane, da so špekulanti, da hočejo izkoristiti mlado državo, da niso delili istih vrednot, skratka, da si ne zaslužijo te poprave krivic, da tisto, kar se jim je zgodilo, da so si pravzaprav zaslužili in so krivdo za to pravno krivico tudi
da so dejansko preložili na same žrtve tega ukrepa. In to se v bistvu še danes na nek način dogaja, pa smo imeli v bistvu vmes še sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, 2 sodbi, ampak neenakosti in kršitve še vedno za to skupino ljudi obstajajo. Ampak zdaj, kar mene na nek način kot zagovornico izbrisanih na nek način boli, da v bistvu po vseh teh mehanizmih, ki smo jih dali skozi, ugotavljam, da za tiste ljudi, ki jih poznam, s katerimi sem delala, njihovo življenje bistveno dosti ni drugačno danes. Ne? Zdaj se jim pa še prodaja v bistvu ta neka ideja, bili ste na Evropskem sodišču, dobili ste neko sicer mizerno odškodnino, zdaj nam pa dajte mir. Njihova življenja so pa uničena. In njihova življenja so uničena ne samo v tej generaciji, ampak morda tudi za naslednje generacije. In to je tisto, kar je zastrašujoče. In če potem pogledam to, kar se je dogajalo z begunci v tem valu in kar se še naprej dogaja. Enako, takrat so nas pumpali na nek način s temi strahovi pred agresorji in tako naprej. Danes je podobno, se poudarja ta varnostni diskurs, varnost, naša fizična varnost, naša moralna varnost na nek način in kljub temu, da imamo jasne zaveze na področju mednarodnega prava, nacionalnega prava, o enaki obravnavi, o dostopu do zaščite, mednarodne zaščite, se pravi do azila, se lahko s tem diskurzom varnosti in ogroženosti v bistvu vse to odmisli. In se lahko, tako kot se je s tem zadnjim zakonom o mednarodni zaščiti, s to novelo, dejansko si je lahko politika privošla s podporo predsejšnjega dela javnosti v bistvu, da popolnoma odmisli te kavtele mednarodnega prava, s katerim smo se zavezali, to, da ljudem, ki so preganjani, ki potrebujejo zaščito, da jim lahko dobesedno zapremo vrata in jih niti ne spustimo do postopka, ki bi lahko privedel do zaščite. Pa vemo, da so postopki mednarodne zaščite že takšni, ko enkrat prideš zraven, je skoraj da nemogoče dobiti zaščito, zdaj smo jim pa še zaprli dejansko pot do tega postopka. Tako da ja, krepitev pravne države, krepitev tudi naše zavesti in odzivanje na takšne primere, pa da smo sposobni se spomniti, enkrat se nam je podobno, ampak na drugačen način že dogajalo. In posledice bomo trpeli na nek način vsi, tisti ljudje, ki jih te ukrepi prizadanejo in tudi mi na nek način, ker se bomo s tem ukvarjali tudi v prihodnosti. Ne? Kaj pa dejstvo, če mi dovoliš eno vprašanje še vmes, da recimo tisti, ki so krivi za kršitev pravic, ne bom rekla zgolj odgovorni, ampak rekla bom krivi, uporabila bom to besedo, ali pa odgovorni v končni instanci, ne glede na to, za katero kršitev gre, da je diskriminacija na podlagi rase, ali pa spola in tako naprej. Ne? Kaj pa to dejstvo, da ti ljudje nikdar niso odgovarjali, ker dejansko v Sloveniji tako rekoč nimamo primera, da bi nekdo bil kaznovan ali pa da bi odgovarjal recimo na način vsaj z neko etično gesto in tako naprej? Tukaj jaz vidim, dobro, eno so pravni razlogi, morda. Zato, ker se Ampak to je spet posledica nečesa drugega. Pravni razlogi so recimo, ko smo se mi ukvarjali s tem vprašanjem odgovornosti, kazenske odgovornosti, je bilo vedno, nisi mogel pač tega ravnanja pripisati nobenemu takemu kaznivemu dejanju, ki bi ga bilo možno preganjati še danes. Se pravi, pregon kazenski je v vmesnem času že zastaral. Ampak zakaj je zastaral? Ne? Zastaral je zaradi tega, ker so se različni, moje mnenje osebno, različni politični akterji v vse te zgodbi menjavali z ene in druge strani in vsi so imeli pač neko odgovornost v tej zgodbi, recimo v izbrisanih. Ne? In nihče na koncu dejansko ni upal pokazati na nikogar, ker je bil deloma tudi sam odgovoren. Ne? Tako da jaz mislim, da to je bil en tak mehanizem, ki je preprečil, da bi dejansko odgovornost prav osebna na posamezne osebe, ki pa vemo, katere so, recimo vsaj v primeru izbrisa, da bi se kdaj dejansko udejanile in da bi nekdo konkretno odgovarjal. V bistvu razen opravičila potem ob sprejemu zakona strani ministrice Katarine Kresal in takrat je bil, mislim, da Gantar, ki je bil predsednik Državnega zbora, ona dva sta izrekla pač neko opravičilo, medtem ko tisti, ki so bili zares odgovorni, danes sedijo na ministrstvih za zunanje zadeve nekateri, ne,
niso nikoli priznali, mislim, občutek imam, da niti sami sebi za odgovornost, ki so imeli pač pri tem. Skratka, krivda je bila dobro organizirana. Ja. Lana? Jaz bi nadaljevala s tem primerom Afganistanca, ker je večplasten, pa bi navezala na razumevanje politike emancipacije, kot jo razvija Jacques Rancière, na kratko. In sicer ekipa, kolektiv Second Home, ki deluje v socialnem centru Rog v Ljubljani, je ob tem, kar se je zgodilo pred muzejem takrat, podali eno izjavo. In sicer so tam napisali, da pač to ni bilo v redu, kaj se je zgodilo in tako. Potem smo pa slišali v bistvu še eno razlago, da so ta dva Afganistanca v bistvu bila povabljena tam zato, da bereta poezijo in da tudi sta jo brala. Zdaj pa kje je nastal konflikt in sicer je nastal v tem, da so oni hoteli potem še nekaj povedati. Torej, po eni strani so hoteli biti več kot okrasek na tem odprtju razstave, torej so hoteli se na nek način vzpostaviti tudi kot govoreča, misleča politična bitja. Zdaj pa, če povežemo z politiko emancipacije Jacquesa Rancièra, ki govori o tem, da se emancipacija kot boj za enakost izključenih, on reče delež brez deleža, da rečemo izključeni, marginalizirani, diskriminirani, v bistvu se vzpostavi ravno z to neko kršitvijo reda, ki je vzpostavljen. In sicer na dva načina, s premikanjem teles, fizičnim premikanjem teles iz mesta, ki jim je določeno, in z vzpostavljanjem govora tam, kjer tistih, ki naj ne bi govorili. In se mi zdi ta primer odličen, zato ker tukaj ravno lahko apliciramo točno to, kar se je zgodilo. Oni so pač tam bili, ampak njihova telesa bi mogla biti samo pač okrasek, dekoracija, malo orientalizma, pač malo orientalističnega dodatka na pač to otvoritev, ampak so oni hoteli, da so njihova telesa politična telesa, da oni imajo pač tudi eno drugačno funkcijo. Drugo, glede govora, v bistvu njihov govor je bil reduciran na hrup, v smislu vi lahko pač govorite, pač berete neko poezijo, če bi pa želeli govoriti kaj političnega, to pa zdaj vam tukaj ne pritiče. Torej, na nek način emancipacijski boj predpostavlja neko temeljno enakost med ljudmi, ki je v bistvu vedno mora priti skozi nek konflikt. Tukaj bom pač za to mizo povedala pač malo politično nekorektnost in sicer se mi zdi, da v bistvu so vsi boji za enakost do sedaj bili priborjeni ravno s kršitvijo zakonov, ne z njihovim spoštovanjem. Tako da, če pogledamo pač skozi zgodovino, pač enakost žensk, delavske pravice, pač vsaka majhni korak enakosti je bil priborjen ravno tako, da so se zakoni kršili z državljansko nepokorščino, ne tako, da so se spoštovali. In tudi recimo, če pogledamo zdaj čisto konkretno zakon o izbrisanih, meni se zdi, da je to velika zmaga za koncept pravne države, ampak zelo slaba zmaga za same izbrisane. Zato, ker ogromno izbrisanih pač je že se izselilo, umrlo, si uredilo statuse kako drugače, sicer ja, definitivno zakon je deloval za določene ljudi, ne pa za vse skupaj, zato ker izbrisani so bili vsi skupaj izbrisani. Potem pa v bistvu zakon pa v bistvu popravi krivico na zelo majhnem številu ljudi, glede na to, da so jim pravice bile odvzete kolektivno in da se pač vmes zgodilo še marsikaj. Tako da jaz bi s tem zaključila in mogoče v debati. Ok, hvala, super. Mislim, da smo lep krok naredili. Če mogoče kdo od kolegov še ima kakšno pripombo, kakšno repliko na koga na panelu. Če ne, dovolj ste poslušali, evo, beseda je vaša, tako da izvolite z vašimi komentarji in vprašanji pojasnjevalnimi na razpolago smo.
Izvolite. Da pride do neenakosti s tem nespoštovanjem zakonov, da na nek način potem mislim, da neko protislovje sem ujel s tem, da spoštovanje zakonov po eni strani vpliva na neenakost producenta, tudi nespoštovanje zakonov povečuje. Ja, jaz mislim, da sem govoril na dveh različnih ravneh, v prvi pa v drugi rundi. Ne. V prvi rundi sem govoril čist na eni abstraktni ravni, da sem podal opažanje, da nikjer v nobeni družbi spontano ne pride do enakosti. Spontana tendenca vseh družb je kvečemu neenakost. Enakost je pa ideal, je neka koncepcija pravičnosti, ki se realizira predvsem takrat, kadar jo uspemo vgraditi v institucije. In to je bila potem navezava na ta diskurs. Zakoni, ki formalno vzpostavljajo neke pravice in tako naprej. Druga moja debata je bila pa čist empirična. Opisal sem to, kar se dogaja v zadnjih 25 letih v Sloveniji in sicer na področju delovnega prava. Tu sem pa pokazal, da se tisto, kar je predpisano, preprosto ne izvaja. Poleg tega so pa predpisi taki, da je mogoče ljudi zaposlovati po različnih usporednih pravnih režimih. Tako da, ja, ena in druga raven lahko se upadeta. Skupno je pa to, da sicer mi imamo lahko krasne zakone, vendar pa jih tisti, ki bi jih morali izvajati, ne izvajajo. Tisti, ki so žrtve, pa nimajo na voljo učinkovitih pravnih sredstev, da bi izterjali svojo pravico. In to je potem, te razmere so potem nekaj, kar je pravzaprav v pomembni meri omogočilo primarno akumulacijo kapitala v tranziciji. Ne samo delovno pravo, tudi še kakšen segment gospodarskega prava se je pač suspendiral v praksi. Recimo vzajemte plačilno nedisciplino, vzajemte divjo privatizacijo. Instrumenti pravne države so zatajili, oškodovanci niso mogli po inšpekcijskih in sodnih poteh učinkovito, hitro izterjati krivic, ki so jim bile storjene, oziroma pravice. In tisti, ki so si to upali privoščiti, so na ta način obogateli in nakopičili nek začetni kapital. In upali, da bojo v nadaljevanju postali legalni, spodobni lastniki podjetij. Hvala. Jaz mislim, da je zadeva taka, to spet lahko govorim iz prakse, zato ker se sam tudi osebno ukvarjam s svetovanjem članom sindikata, ki so jim neke pravice, ki so jim zagotovljene po zakonodaji kršene. Nisem pa pravnik in to delam mogoče bolj na ravni, recimo, taktike. Tisti, ki je zaposlen v tem centralnem pravnem okvirju, se pravi, ki je v delovnem razmerju, ima po predpisih zagotovljenih vsaj na papirju celo vrsto stvari.
in potem, če se odloči, če ga peleš, če ima podporo in tako naprej, lahko uveljavlja neka pravna sredstva, da uveljavi svojo pravico, če mu je kršena. Tisti, ki so pa zunaj tega pravnega okvira, ki niso v delovnem razmerju, imajo pa po eni strani zelo malo pravnih sredstev sploh na voljo in na drugi strani razbiti so. Vsak od njih je izoliran v svoj individualni položaj, ker so njihovi dohodki večinoma nizki, se večinoma iz dneva v dan ukvarjajo s tem, kako preživeti, kako čim več delati, da bojo zaslužili toliko, da bojo preživeli. Nimajo časa za aktivizem, nimajo tudi možnosti, da bi bili pogumni za aktivizem. In taki se tudi ne včlanijo v sindikat in v bistvu do klasičnih sindikalnih pravnih služb sploh ne pridejo. Pa še če bi prišli, bi jim težko kaj nudile, ker so usposobljene za operiranje v okviru delovnega prava. Zato mislim, da je prekarno delo mogoče izkoreniniti samo s sistemskimi ukrepi, s spremembo zakonodaje. Ampak prekarci sami se bojo verjetno zelo težko organizirali, bilo je nekaj poskusov, pa pravzaprav so bili uspešni, dokler je nekdo aktivno investiral, se ukvarjal z njimi, in nudil neko pomoč, pa to ni bilo financirano iz njihovih članarin, ker teh članarin nikoli ni bilo dovolj, da bi zadeva živela. Tako da prekarno delo, med drugim tudi agencijsko delo, je mogoče regulirati samo s spremembo zakonodaje. To je podgovornost tistih, ki v bistvu skrbijo za interese svojih članov, se pravi sindikatov, ki sicer v glavnem delajo za tiste, ki so še v normalnih delovnih razmerjih. So pa seveda tudi kakšne udarniške iniciative, ki delajo zelo s temi marginalci na robovih trga dela. Recimo en takih je mini institucija, ki se reče Delavska svetovalnica. Včasih je bila pa svetovalnica za migrante. Goran Lukič in Goran Zrnič. Ona dva se ukvarjata s tistimi, ki so res na dnu, ki jih niti pravo ne pokriva dovolj učinkovito. In to, kar delata, je to, da vsak dan znova in znova pišeta kazenske ovadbe. Okay. Še Katarina kaj dodala? Ne, mislim, da ne. Ja, bistveno se mi zdi, pa tudi pravna pomoč, dostopnost, pravne pomoči, nekaj, kar je na vseh področjih, mogoče pereče vprašanje, to, da je dostopna in da so na voljo neke sheme. Mislim, zdaj imamo pač na voljo sistem brezplačne pravne pomoči na podlagi zakona, ki je organiziran pri okrožnih sodiščih in ugotavljamo, mislim, z dneva dan se ugotavlja, da se izkaže, da pač koliko ljudi pade ven iz tega sistema, tisti, ki bi najbolj rabili, ker pač zakon določa nek cenzus, pod katerim si upravičen do brezplačne pravne pomoči, kar je več od tega nisi, niti do pravnega nasveta, niti do ničesar, ampak ko malo presežeš ta cenzus, padeš ven, hkrati pa niti približno nisi sposoben ali zmožen si pač pridobiti pravno pomoč od odvetnika, da bi pač sam to plačal. Tako da se mi zdi te iniciative, kot so recimo ta migrantska svetovalnica in tako naprej, ampak nekaj, kar ne bi smelo biti prepuščeno samo civilni družbi, tudi država bi mogla pač organizirati dostopnost pravne pomoči za ljudi prek različnih shem. Ja, bom še jaz nekaj pripomnila v tej povezavi. A imaš mogoče na to, kar jaz sem mislila, sem nekaj še v tej povezavi vprašati? Lahko, preden ti. Zdi se mi tisto, kar je Lana rekla na koncu, kot provokacijo. Meni se to zdi izjemno pomembno. Ker namreč to, o čemer se zdaj pogovarjamo praktično tukaj, oziroma o čemer smo se pogovarjali, je na nek način poprava že storjenih kršitev pravic. Oziroma našteli smo, kakšne kršitve se dogajajo, kakšni so mehanizmi in kako se eventualno dogaja poprava, če se dogaja sploh poprava. In zdi se mi, da je pomembno tukaj videti, da imamo dva momenta. En moment je poskus zagotoviti, da se kršitve sploh ne dogajajo. To pomeni, da na nek način se zakon spoštuje, ne da bi bil negativno implementiran, oziroma ne da bi moral biti tisti, ki
popravlja potem krivice. Ne? In seveda je to po moje tisto, kar je najtežje, ker takrat, kadar se kršitve ne dogajajo, tega ne opazimo, ker ne moremo opaziti, ker se nič ne dogaja. Ne? Zato se na nek način pogovarjamo dejansko o tem, kaj se dogaja takrat, ko so pravice kršene oziroma ko pravica ni implementirana in potem se pogovarjamo o popravi. In jaz sem mislila, in seveda Lana ima prav po moje, da takrat, ko pa poskušamo vzpostavljati neke nove norme, kar ugotovimo, da je že sama ideja, kako naj pravica eksistira ali pa kako naj bo zakon formuliran krivična, ne, takrat gre za nek nov boj. Ne? Takrat gre za vprašanje tega, da moramo zakon spremeniti. Zdaj pa spremenimo ga seveda lahko na dva načina. Bodi si tako, da prepričujemo, ne, in da prepričamo tiste, ki bodo zakon sprejeli, ali pa da ga poskušamo na nek način kršiti ali pa reinterpretirati. Ne? To je še ena. Vprašanje te neke politike emancipacije gre v tej smeri, ne, o kateri si ti govorila. Ne? Ni nujno, da je zakon kršen, lahko tudi, da ni, ampak da ga oblasti dejavnost, ki jo neka skupina vrši, interpretirajo kot kršitev zakona. V resnici pa sploh ni kršitev. Ne? Recimo, to je ta druga raven, po moje. Hotela sem pa vprašati Katarino, mogoče, če nam lahko poveš, ne, kako to sploh izgleda, ker meni se zdi to zanimivo, nekako v javnosti, mogoče v nekaj besedah razgrniti. Kako to izgleda, če si zagovornica pravic tistih, ki so jim pravice kršene? Kako to izgleda v smislu tega spremljanja, saj nekaj se omenila pri izbrisanih, ne? Kako to izgleda na nek način v praksi? Kaj se dogaja? Merim pa seveda na to. Vidimo na sindikalnem nivoju, ne? In z Gorazdom smo se o tem pogovarjali, da dejansko visoko izobraženi ljudje na univerzi, recimo, ki so jim kršene pravice v delovnem razmerju, se ne zavzamejo za svoje pravice. Skratka, ne stopijo in ne rečejo, poslušajte, jaz pa hočem imeti pogodbo za nedoločen čas, ne? Ker se bojijo, da pa mogoče pogodbe sploh ne bodo imeli, če bodo to zahtevali in tako dalje in tako naprej. Ne? Skratka, pogosto se zgodi, da tisti, ki so jim pravice najbolj kršene, se sami za te pravice ne zavzamejo. In v kakem položaju je potem tisti, ki je zagovornik? Kakšna je ta pozicija? Ja, se tudi tukaj na področju izbrisanih, ker moje stranke so bile vse po vrsti seveda, ker takrat smo se z najbolj perečo stvarjo ukvarjali, to je urejanje statusa. Se pravi, to so bili ljudje, ki niso imeli nikakršnega statusa v Sloveniji in moje stranke so bile tiste, ki so bile brez statusa. In to pomeni veliko ranljivost. Ne? Večina teh ljudi, zlasti tisti, ki so še živeli v Sloveniji brez statusa, to pomeni, da ko sem se jaz z njimi srečala, so tukaj živeli že skoraj 20 let brez statusa na margini. To pomeni, da živiš nekje v nekem manjšem okolju in se tam dobesedno skrivaš. Preživiš s podporo prijateljev in znancev in morda družinskih članov, ki jih tukaj imaš, in se hkrati poskušaš biti čim manj očiten, ne prideti na skriž s policijo in skratka si ne nakopati težav. Informacij te ljudje nihče od njih ni imel. Nekateri so se šele zelo pozno zavedali, da so v bistvu sami bili izbrisani. Ne? To pomeni, da moraš najti nek način, kako se ljudem približati. In na začetku, ko smo začeli izvajati ta projekt pravne pomoči, bilo zelo težko. Jaz sem imela prvih 2 leti mogoče samo 2 družini, večji družini, ampak vse skupaj 8 strank. Ne? In v bistvu to so bili najhujši primeri, ker so bili dejansko še mladoletni otroci in tako vpleteni. In z njimi sem začela delati. In edina stvar, kar nam je pomagala, je, da smo imeli razne dogodke, da smo dejansko skupaj z aktivisti hodili v okolja, kjer smo vedeli, da nekateri izbrisani prebivajo in da se je potem med samimi ljudmi začel širiti glas o nas. In smo si na ta način v bistvu pridobili njihovo zaupanje. Ker ljudje, sploh ko so res v takšni brezizhodni situaciji, kot so bili ti ljudje, oni ne ločijo niti tega, kaj si ti. Jaz sem bila v njihovih očeh, niso vedela, sem jaz z nevladne organizacije, z Mirovnega inštituta, s česarkoli. Za njih je čisto vseeno, ali bi bila z upravne enote ali pa z policije. Ne? Za njih je bil ta stik z mano na nek način tveganje. Ne? Tako da v bistvu moraš res postopoma delati. To ni nekakor pa ne more biti to nek tekoči trak. Danes prideš, tih ven bova 15 minut sedela, jaz napišem prošnjo in gremo. Jaz sem z vsakim tem človekom sem se videvala
večkrat, po 2 uri smo na začetku sedeli in se pogovarjali o življenjskih stvari, da sem jaz iz teh življenjskih stvari izlušila pravne elemente, ki so bili zame v pravnem smislu pomembni. Skratka, gradnja zaupanja je bilo nekaj, kar je bilo ključnega. Kar pa v tem sistemu, kakršen je, kjer se, da vem, štejejo norme in tako naprej in da se vse odvija čim bolj hitro, dejansko na ta način večina ljudi si niti ne more pač privoščiti funkcionirati. In jaz sem imela to srečo, da sem lahko delovala pač v tem kontekstu, ki mi je omogočal čas, da se vsakemu posamezniku posvetim in da v bistvu počasi peljemo to zgodbo naprej in da preprečujemo razne katastrofe. Mislim, vmes se nam je tudi dogajalo to, da so nam človeka deportirali v tujino, ne, in smo ga komaj nazaj dobili in tako. Tako da z resnimi, v tem primeru smo se ukvarjali tudi z resnimi tveganji za življenja in posledice ljudi, tako da si mogel biti tudi z tega vidika previden in predvsem si mogel res paziti na to, da ohraniš zaupanje posameznika. Ok, hvala. Sem odgovorila s tem na vprašanje. Ja, odlično, hvala. Tonči, izvoli. Glasneje, če lahko, Lana te ne sliši. Rad bi opozorila, da kako mislimo, ko govorimo. Zdi se namreč, da na naši strani ni novega problema in da razumemo in da vemo, da so problemi tam onstran tega, kar mi počnemo. Res se ne strinjam s tem. Jaz mislim, da je poglavitni problem to, kako mi mislimo, da kako govorimo. Zdaj bom skušal pokazati. Predpostavljamo, da obstaja nekaj takega, kot je zakonodajalec in kot je izvrševanje zakonov. Vse 3 elemente vidimo na drugi strani. In potem izgovarjamo stavke, ki so, ko se da ponavadi glasitko. Zakon je vse v redu. Odlične zakone imamo. Hudič je, da niso implementirani tako, kot je prav. Skratka, izvajanje zakona je tisto, kjer zadeva škripi. To je temeljna situacija diskurzov. To govori televizija, to mediji govorijo, nišče je to govorite. Kaj to pomeni, če tako postavimo? To postavimo, da je zakon nekaj, kar ni nam, ampak je nam. Da zakonodajalec za nas postavlja zakon. Mi moramo Boga. Izvršuje zakone pa spet nekdo, ki nismo mi. Ampak so recimo vladne, državne, ali pa kakve druge, službe. To je naš način govorjenja, poudarek je na naš. Če tako govorimo, potem tudi tako mislimo. Če tako govorimo in mislimo, to ima posledice. Opozarjamo. To je republikanska situacija. To je rimska situacija. To je situacija družbenih biti. Tista točka, kjer je treba zadevo obdani, je pa tale. Vprašanje izvajanje zakona je tisto, kar ne more biti na njihovi strani. V vladnih rokah. To je tisto, kjer mi moramo priti noter. In to je tisto, kjer demokracija se začne in konča. V primer, da nadaljujemo tako misli, tako govoriti, da ostanemo in gradimo, podpiramo to, da smo družbena bitja, lahko samo A jamramo, mi smo trenutno v fazi jamre, ali pa B, popenimo. Ko pa popenimo, potem gremo na sili. Kaj hočem reči sklep? Mislim, da je problem v tem, da izgubimo tisto sredino med jamranjem in popeniti. Kaj to pomeni? To je politično nenasilno delovanje, ki je usmerjeno ne toliko v točko zakona, ne toliko v točko zakonodajalca, še najmanj, če smo zelo zadovoljni z zakoni in smo mnenja zakonodajalci in zadeviramo v točki implementacije zakonodajalca, kako pa političnim delovanjem. To ni naloga, ki bi jo lahko prepustili vladnim inštitucijam, ne vladnim inštitucijam. Pač pa tu zadeva, kjer se začne in konča politično delovanje v pokojnih republike. Se pravi, tukaj zdaj, kjer smo,
se bo treba po moje, in to je moj predlog, znebiti tovrstnega načina govorjenja, ki ni legalni. Tovrstni način govorjenja ima konsekvence na mišljenje, ima konsekvence na politično delovanje, ima konsekvence na to, kako živimo. Delno se s tabo strinjam, delno pa ne. Najprej mislim, da zakon je nad nami vsemi. Če zadeva ne bi bila skoncipirana na ta način, potem imaš lahko samo neposredno dogovarjanje med posamezniki in temu se, če grem spet nazaj na ožje ekonomsko področje, temu se reče neregulirani trg, kjer tisti, ki ima več kapitala, lahko usili svojo samovoljo. Tako da jaz mislim, da zadeva dejansko je taka, da rabiš zakonodajalca, ki se postavi nad vse parcialne akterje na sceni in jim usili splošni predpis, ki naj velja za vse enako. Ne strinjam se pa s tem, kar si trdil, da mi trdimo, namreč, da je dolžnost izvajati zakone samo, dolžnost nekoga drugega, tistih tam, uradnikov, državnega aparata, kakorkoli že. Zakone mora vsakdo izvajati. Problem nastopi takrat, ko ga nekdo noče izvajati, ko ga nekdo krši. In danes na tej okrogli mizi smo o kar nekaj takih primerih in področjih govorili. Takrat je ključno vprašanje, kdo bo sprožil postopke, ki so spet predvideni v zakonodaji, zato, da se sankcionira in razveljavi kršitev in da žrtev dobi tisto, kar ji pripada po zakonih. Po mojih izkušnjah je zadeva taka, da je izjemnega pomena to, da se žrtev sama odloči, da bo od nekoga zahtevala tisto, kar v zakonu piše. Če žrtev sama ne bo aktivna, potem ji seveda storilec ne bo ničesar dal. Nasprotno, videl bo, da je pristala na znižanje standarda in ji bo v naslednjem koraku vzel še več. In isto velja tudi za odnos državljanov ali pa nevladnih organizacij do države. Intervenira se takrat, ko se vidi, da nekdo zakona ne spoštuje in nekdo mora sprožiti postopek, s katerim bo razveljavil to nezakonito potezo. In tu mislim, da se dejansko odvija politično delovanje. Ko recimo, Katarina s službo pravne pomoči odpira individualne zgodbe izbrisanih in skozi dolgotrajne, mukotrpne pravne postopke dokazuje državnim institucijam, da kršijo lastne predpise, jaz mislim, da je to poskus premikanja nekih parametrov in načinov, na katere te institucije funkcionirajo in ima vse znake političnega delovanja. Isto, če se kot sindikalist lotim nečesa, kar je na neki univerzi dolgoletno utečena praksa, čeprav je eklatantno nezakonito. In ko sprožiš, ko narediš intervencijo, ko dokazuješ, da nekdo dela narobe, škodljivo, nezakonito, mislim, da to je tisti dejanski teren državljanskega političnega delovanja. Tako da ne strinjam se s tabo, ko praviš, da mi razmišljamo tako, mi smo tu, pasivni revčki, pisanje zakonov in izvajanje zakonov je pa stvar unih tam nekje, na sodni, v vladi in podobno. Ne, proaktivni moramo biti. Drugače je tako, saj na vse zadnje. Pri pravu je po moje ključnega pomena to, a imaš pravno sredstvo in a se ga lotiš uporabiti. Če ga nimaš na voljo in če si pasiven, potem so pravice mrtva črka na papirju. Če se sam jaz znajdem pred levim žrebom, a imam kakšne človekove pravice? Nimam, ker mi jih v tistem trenutku nihče ne more jamčiti in jih tudi ne moram uveljavljati pri nobeni neutralni instanci. Imam samo hitre noge, pa še te so prepočasne. Tako da brez
institucionalnega jamstva in tudi aktivne uporabe teh jamstev, sprožanja teh jamstev sa strani žrtev, so zakoni seveda larifari. Ja, počakaj, ne, še sta dve tukaj, ki sta bile na panelu in ravno tako bi ima dala besedo, da se odzoveta na to, kolikor seveda hočeta. Skratka, ja, mislim, to, kar se dogaja na ravni civilne družbe in kar se je dogajalo in se še dogaja v okviru izbrisanih in v okviru beguncev in migrantov, jaz daleč od tega, da bi mislila, da je tukaj pozicija civilne družbe pasivna. Že če gledam, ker smo naše ravnanje, pa ne govorim naše mirovnega inštituta, ampak mi smo bili vpeti v neko širšo akcijo skupaj s samimi izbrisanimi, skupaj z aktivisti, nevladnimi organizacijami. Skratka, mi smo šli na ta problem, da temu tako rečem, z vsemi orožji. Ne? Eno je bila pravna pomoč, ki sem jo že omenila. Drugo je bilo, da smo ves čas apelirali na, se pravi, na zakonodajalca, na vlado, na ministrstvo, skratka, predlagali rešitve, zahtevali rešitve. Hkrati smo odpirali polje javne debate preko javnih dogodkov, komunicirali smo z mediji, obveščali smo mednarodno javnost o tem, kar se dogaja. V končni fazi smo sprožili postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in ga pripeljali do relativno uspešnega konca. Dosegli smo spremembo zakonodaje enkrat oziroma v bistvu dvakrat in v vseh teh postopkih oblikovanja zakona nismo pasivno čakali ob strani, kaj bo vlada dala ven od sebe, ampak smo dejansko ves čas pritiskali na vlado in tudi, kar so nam poskušali pač do mere, do katere so nam pač seveda dovolili, ker tukaj pač neka meja je bila, ki jo pač morda nismo mogli preseči, ampak nismo odnehali in smo sodelovali oziroma saj poskušali, kar nam je bilo dovoljeno sodelovati pri oblikovanju zakonodaje. Tako da mislim, da vseeno nismo bili v tem polju med, kako ne rečem, tem, da znoriš in med tem, da smo bili vmes v tem polju, med tem, da znoriš in med tem, da jamraš. Mislim, da tukaj veliko na področju civilne družbe, na raznih področjih je veliko proaktivnega narejenega in mislim tudi na nek način, ne predstavljam si, da samo nekdo drug izvaja zakon, na nek način ga izvajamo tudi mi, s tem, ko zahtevamo, da se spoštuje in s tem, ko opozarjamo na drugi strani, da se spremeni v tistih delih, ki pa ni ustrezen, v katerih ne zasleduje svojega cilja in ne omogoča pravic, kakršnih bi mogel, kakršen je v bistvu, da nek način rečem, duh zakona. Tako da ja, to je še moj cilj. Ok, izvoli zdaj, Tonči. Če lahko proti nam, ja, ne slišimo. Tisto, kar se je smo to pozorili, se je izkazalo, da nisi točno dogajaš, da bi morali žrtve reagirati. Ne gre. Pri izbrisanih niso žrtve reagirati. So. Ampak tista reakcija, ki je odreagirala in ki je potaknila, ki je odprla vprašanje izbrisanih slovenske in Mirovni inštitut. Mirovni inštitut ni bil žrtve. Ampak še nekaj Mirovni inštitut ni bil žrtve. Društvo ustanovljeno. Samo politični subjekt se zadeva ono drugo je bilo različeno. Moja poanta je drugačna. Sem rekel, ja, dokler predstavimo na republikanski tip argumentov, recimo na Kanta, on tak izgleda in zadošča ta tip govorice, ki jo govorite. Jaz mislim, da je problematično to, da zdaj pa bom drugačen utemeljeno. Če se slučajno zdi, da je nelegalni rob epohalnih razsežnosti v slovenskem in zadnjih 55 let, da ni v skladu z zakonom, da ni zadeva povrede, ki ste nama, mislim, da se motimo. Ključna zadeva ni šla mimo zakonov, ni bila nezakonita, še danes je zakonita. To, kar je zgradno je to. Znotraj argumentacije v to, ki je republikanska obdobje, ko je legalen, lahko argumentiramo samo legitimnostno iz pozicije politike,
ostanemo na poziciji legalnega, smo soudeleženi rodanja. Kaj ste odprl? Kaj hočem reči? To še imamo opravka v postkapitalistični dobi, ne v kapitalizmu. V posttotalitarni dobi ni, isto kot je totalitarno, da zadeva ni zakonita, že potem se dalo govoriti znotraj Weimara, pa še kaj. In spregledamo, da imamo opravka situacijo, ki je legalna, ni pa legitimna, potem smo soudeleženi. Mi smo soudeleženi direktno, pač pa posredno v smislu, da družba anonimna atomov, ki veliko daje računa na nas in pričakuje od nas, je dejansko taka, da jo pustimo razrediti in v tem smislu smo odgovorni. To je ta poanta. Upam, da sem zdaj bil malo bolj jasen. Je pa res, da je to nesprejemljivo. In da različno med nami to bo razkrati tam. Ok, mislim, da je Lana hotla... Jaz bi rada povedala, da ni res, da je Mirovni inštitut pripeljal vprašanje izbrisanih. Vprašanje izbrisanih so pripeljali izbrisani sami in to že 10 let preden se je Mirovni inštitut in sploh katerakoli druga nevladna organizacija sploh začela ukvarjati s tem problemom. In sicer ta problem je prišel iz gladovne stavke Ace Todorovića, enega izmed izbrisanih, še preden so sploh bili izbrisani. In sicer so si potem sami dali to ime, ko so ugotovili in razmišljali o tem, kaj se je dogajalo. In to se mi zdi zelo pomembno izpostaviti, zato ker se mi zdi, da politizacija žrtev pride od žrtev samih, ne pa od institucije. In zato se mi zdi zelo pomembno v bistvu to, kar ste povedali v prvem naslavljanju, politično delovanje. Kaj je to politično delovanje, kako ga razumemo in kako z njim interveniramo. In sicer izbrisani so pokazali, da v bistvu politično delovanje vzpostavijo lahko samo žrtve same. In tukaj je potem razlika med potem, kaj nevladne organizacije naredijo, kar je zelo pomembno, ampak še vedno govorimo o nekem zastopništvu, pač govoriš v imenu žrtve in jo poskušaš pač opolnomočiti. In potem imaš to neko aktivistično delovanje, ki delajo skupaj z žrtvami in v bistvu skupaj z njimi, a jaz zastopam tebe, pa ti jaz tomačim zakone in te jaz nekje pač predstavljam, ali pa sedimo skupaj in poskušamo razumeti, kaj se ti dogaja, tako da se boš tudi ti sam lahko v bistvu zastopal in borijo za svoje pravice. Torej, to neko jačanje protagonizma žrtev samih. To sem hotela reči in hotela sem reči, da ko smo govorili prej o tem, da če ni nekega zakona, ki je iznad nad vsemi nami, da smo potem pač v neki situaciji neposrednega pogovarjanja en z drugimi. Ne? To je tudi forma skupščine, ki jo recimo aktivistične skupnosti negujejo, ker se pač v formi skupščine pogovarjamo o problemih, ki se nas neposredno tičejo in se zato tudi neposredno pogovarjamo. In tukaj se lahko sproti potem dogovorimo, glede na to, da gre za žive ljudi, kaj se lahko naredi. Zakon pa vpiše pač neko univerzalnost, ki je toga in težko spremenljiva. No, to kot meni. Če jaz bomo zaključili, mogoče bi dodala še to, včeraj smo se pogovarjali tudi o tem, na nek način, čeprav drugače, pa mogoče, da nekako ponovim nekaj, kar smo včeraj ne samo na koncu, ampak v toku pogovora, ki smo ga imeli, poudarjali. Namreč to, in to se mi zdi pomembno vizavi tega poudarjanja Tomčijevega, da ne smemo nasesti na argument legalnosti in se boriti zgolj za legalnost, skratka, da ta moment legalnosti je lahko zelo nevaren, ker seveda v tisti točki, kjer so upeljani zakoni, ki so sami kriminalni, takrat seveda je treba natanko to legalnost kršiti. In to je tisti moment moj, ki ga je Lana prej navedla, seveda. To je vprašanje radikalne nepokorščine tovrstnim zakonom. Tisto, kar smo včeraj tematizirali, pravzaprav je pa naslednje. Seveda v situaciji, kjer kot krovni zakon, kot načelo in kot idejo, ki predstavlja zakon in hkrati pravo in pravico, razumemo enakost
in o tem govorimo, o enakosti in neenakosti, potem je pravzaprav legalno v našem pomenu besede zgolj tisto, kar podpira točno to idejo in točno ta zakon, ki je krovni zakon na nek način. In jaz osebno sem pač hegeljanka pri tem in brez dvoma se mi zdi, da je pomembno zagovarjati točno v tej točki to, da če kršitva načela pravice in pravičnosti, pod katero imenujemo seveda, razumemo seveda enakost, niso sankcionirane na takšen ali pa drugačen način, se zakon ne uveljavlja. In če se ne uveljavlja, potem je treba ga pač prisiliti, da se uveljavlja na nek način. Zdaj, kako ga bomo prisilili, je pa seveda vprašanje neke politične strategije, bi rekla, neke odločitve v tistem konkretnem trenutku. Ker drugače seveda same kršitve postanejo norme. Strinjam se s Tončijem seveda, da so kršitve zakonov v smislu ekonomskega in socialnega razlaščanja kompletne nacije v tem primeru postale norma in da so postale kot nekaj, kar se zdi normalno. Ampak mislim, da je zadeva še hujša. Namreč ne gre zgolj za to, da je to postalo normalno, celo tisto, kar je legalno in bi moralo veljati, je radikalno kršeno. Skratka, smo še onstran tistega, tudi tisto, kar bi se naj implementiralo, uveljavljalo kot legalno, tudi to se ne. Tako da mislim, da gre za oba nivoja. In si bom zdaj vzela to pravico, da bom v tej točki zaključila in vas povabila na prigrizek in na razgovor ob prigrizku seveda. Tako da najlepša vam hvala. Se vidimo popoldne na predavanju Primoža Štapenca, če se ne motim, je to, kar je.